Lep pozdrav in dobrodošli v še enem videu, kjer raziskujemo kriptoprojekte. No in tokrat imamo po predlogu našega gledalca kriptoslovenski projekt in to je SpaceM. Pa dajmo si najprej pogledati, o čem se ta projekt sploh gre. In imam tukaj že zapiske. SpaceM je inovativni blockchain projekt, ki združuje decentralizirane igre, SocialFi in investiranje v realna sredstva na platformi SpaceM AI. Zgrajen je na Avalanche blockchainu, projekt ponuja hitro, varno in skalabilno okolje, kjer uporabniki ne le igrajo in sodelujejo v družbenih interakcijah, ampak tudi vlagajo, se učijo in ustvarjajo prihodke. Ključni del ekosistema je žeton SpaceM, ki ga generira 20,000 ekskluzivnih NFT vozlišč. Ta vozlišča omogočajo pasivne prihodke, glasovalne pravice in dostop do premium funkcij, medtem ko SpaceM.ai združuje gaming in socialno interakcijo v dinamično skupnost. Poleg tega SpaceM prinaša inovacije na področju RealFi in CrowdFi. RealFi omogoča tokenizacijo realnih sredstev, s čimer uporabniki pridobijo nove investicijske priložnosti, medtem ko CrowdFi podpira skupnostno financiranje in decentralizirane projekte. Platforma vključuje tudi izobraževalni segment, kjer uporabniki dostopajo do novosti in analiz v svetu Web3. Cilj projekta je ustvariti vključujoče digitalno gospodarstvo, kjer imajo uporabniki popoln nadzor nad svojimi sredstvi in interakcijami, hkrati pa izkoristijo prednosti blockchain tehnologije za trajnostno in povezano prihodnost. No, ampak zdaj si pa dajmo pogledati, kakšna investicija dejansko je tale kriptoprojekt. In smo že pri prvem segmentu, kjer si pač običajno pogledamo kriptoprojekt kot sam, in to je jasnost cilja projekta, vpliv na industrijo in pa jasnost bele knjige. In če pogledamo tukaj njihovo spletno stran, lahko vidimo, da je zelo lepa in jasna. Tudi zelo lepo je obrazloženo vse. Poleg tega tukaj imam tudi njihovo belo knjigo oziroma white paper. In moram reči, da je zelo lepo posegmentirana in zelo lepo je tudi notri vse obrazloženo. Tako da, kar se tiče prvega segmenta, ja, tukaj je vse jasno, tudi bela knjiga je zelo lepo obrazložena. In ta projekt tudi cilja na realno industrijo. Tako da v tem prvem segmentu dobijo vseh 15 od možnih 15 točk. Naprej imamo drugi segment, ekipa in podpora. Kdo je ekipa za tem projektom in ali so dobili že kakšno podporo od kakšnih večjih znanih podjetij? No in to imajo kar tukaj na spletni strani, če gremo pod Team. In vidimo tukaj spodaj, kdo je v ozadju tegale projekta. Tukaj vidimo, da je CEO Igor Šinkovec in potem CMO Mladen Babič. Zdaj, tukaj nažalost nimamo direktnih linkov na njihova LinkedIn profila, tako da sem moral tole posebej najdeti. Je pa povezava, direktna povezava za njun kontakt. No, dajmo si pogledati njun LinkedIn profil, najprej Igor Šinkovec, ki je CEO, da vidimo, kakšne izkušnje ima kaj v preteklosti. Torej, sedaj trenutno seveda Space Labs Ltd. In predhodno vidimo, da je bil nepremičninar, torej za Hiša nepremičnine d.o.o. je delal. Zdaj, nažalost, ni nekih obrazložitev teh prejšnjih izkušenj, tako da ne vemo, kaj poleg nepremičninskega znanja je lahko prinesel v tale projekt. Ni obrazloženo, če je imel kakšne izkušnje z blockchainom.
Pa dajmo si pogledati še CMO, to je Mladen Babič. In tukaj vidimo tudi Space Labs Ltd, seveda. Predtem je bil menedžer in tudi nepremičninski agent. In tudi tukaj, nažalost, ne vidimo kakšne podrobnejše obrazložitve, kaj je dejansko delal. Tako da, kar se tiče izkušenosti ekipe, mi tukaj manjka malček informacij, kakšne izkušnje ima tale skupina oziroma tim z blockchainom in morda tudi financami, igrami in pa tudi AI. Tudi kar se tiče financiranja in podpore, nisem našel nobenega podjetja, ki bi se že vključilo oziroma ki bi podprlo tale kriptoprojekt. Lahko me popravite, če se motim, in pač napišete popravek od spodaj v komentarjih, ampak jaz tegale nisem našel, sicer imajo tukajle nanizane kot partnerje, recimo Certik, CoinMarketCap in CoinGecko, ampak to je bolj v bistvu listanje tegale, za listanje tegale žetona. Tako da za drugi segment ekipa in podpora dobijo 5 od vseh možnih 10 točk. Naprej imamo blockchain in žeton. Koliko je upravičena uporaba blockchaina in žetona? In kot smo obrazložili že na samem začetku, ko smo pač pogledali, o čem se gre tale kriptoprojekt, ja, definitivno je uporaba blockchaina in žetona upravičena tukaj, tako da dobijo 10 od vseh možnih 10 točk. Naprej, četrti segment, napredek in cilji. Kakšen roadmap imajo in ali so dosegli svoje cilje. In to imajo tudi lepo objavljeno na svoji spletni strani, kjer je zelo, zelo lep in lepo razčlenjen roadmap, ampak, kot sem že pri marsikaterem projektu povedal, pogrešam, kakšen je status trenutnega roadmapa, koliko so trenutne cilje dejansko že dosegli. Tako da za ta segment dobijo 3 od vseh možnih 5 točk. Naprej imamo tehnično analizo, kako jim cenovno kaj kaže, in na TradingView jih trenutno še ni, sem pa našel tale graf tukaj. Vidimo, da je to zelo, zelo svež kriptoprojekt, nima dosti zgodovine. Trend trenutno seveda je pozitiven, dajmo mi tukaj še RSI indikator, da vidimo, kaj nam bo kaj pokazal. In tukaj lahko vidimo, da smo bili pred kratkim zelo, zelo močno prekupljeni, ampak to še ne pomeni, da je lahko konec rasti. Še vedno mi lahko rastemo naprej gor preko divergenc, kar po mojem tudi zna biti, da bomo točno tole naredili. Zdaj, če se spustimo, je tukaj le tale podpora, na tam nekje 0,00004, ki more na vsak način vzdržati, ker če ne, lahko pademo za 50% dol, tam nekje do 0,00002. Pa dajmo si pogledati še njihov volumen. Vidimo tukaj, da volumen ni kaj dosti visok, 99.000 v zadnjih 24 urah, in tudi niso na nekih takih znanih menjalnicah. Tako da za tehnično analizo dobijo tukaj 11 od vseh možnih 15 točk. Naprej imamo šesti segment, sentiment. Koliko sledilcev imajo in kakšna je
adopcija. In tukaj, glede adopcije sem ja že izpostavil tukaj njihove partnerje, ampak to je po mojem bolj kar se tiče listanja, torej na Certi, CoinMarketCap in CoinGecko. Nimamo pa podatkov o kakšnih podjetjih z dejansko adopcijo, ki bi uporabljali ta projekt za svoje storitve. Seveda tukaj je treba še upoštevati, da je to zelo mlad kriptoprojekt, tako da določena pot naprej jih tukaj še vedno čaka. Kar se pa tiče njihove skupnosti na socialnih omrežjih, te povezave najdemo ponavadi vedno dol v footerju spletne strani, sem bil pa kar presenečen. Recimo tukaj le X ima 15.000 sledilcev, kar je kar veliko, tako sploh za takle svež projekt. Potem Telegram tukaj ima 23.000 sledilcev in pa kaj še lahko pogledamo, Facebook. No, tukaj na Facebooku jih je malček manj, tam nekje 4.000 sledilcev, ampak vseeno za tak mlad kriptoprojekt kar impresivne številke. Tako da, kar se tiče sentimenta, skupnost je čisto super, edino, kar se tiče adopcije, je še malček vprašaj zaradi tega, ker je čisto svež nov kriptoprojekt. No, tukaj dobijo 8 od vseh možnih 10 točk. In naprej ta zadnji segment, naš 7. segment, kjer se je zataknilo že pri marsikaterem kriptoprojektu, to je Certik varnostno preverjanje. A so ga opravili? Dajmo pogledati. In ja, tukaj vidimo, da so ga uspešno opravili. Oceno imajo kar visoko, vendar ne sodi med top 20%, je pa kar blizu, to moram reči. In tudi kar se tiče samega audita oziroma revizije, vidimo tukaj, da so odpravili vse take večje napake, kritičnih nimajo nič, taki malo večji sta bili 2 in so jih tudi takoj odpravili, in potem so take še manjše, medium, minor in informational. Tako da ja, tukaj lahko vidimo, da so se resno lotili tegale projekta. Edino leaderboard ocena je malček nižja in zato tukaj tudi dobijo 23 od vseh možnih 25 točk. In tako, skupna ocena tega kriptoprojekta je 75 od 100, kar ta naš projekt uvršča pod dobro, vendar lahko povzroči manjše pomisleke. To je v bistvu zelo dobra ocena, sploh za tak svež kriptoprojekt. Če bi bilo za 1 točko manj, bi že sodilo pod povprečno, potrebnih je več raziskav. Ampak, kot sem rekel, 75, zelo dobra ocena, glede na to, da je zelo svež kriptoprojekt. Ampak kaj si vi mislite o tem kriptoprojektu? Smo morda tudi mi kaj izpustili? So morda še kje kakšni podatki, ki jih morda nismo našli? Kar komentirajte spodaj pod videom in začnimo debato. In seveda se priporočamo tudi za kakšen všeček in ne se pozabiti naročiti na naš kanal, da ne boste zamudili naše naslednje raziskave. To bo tudi to za tokratno raziskavo. Jaz vam želim lep dan še naprej in se vidimo v naslednjem videu.